Proslavo, ki so jo pripravili ob otvoritvi razstave, je pospremila Ana Bohinc s slovensko himno, godba slovenskih železnic, Toska bit z zvoki opere iz tistega časa ter gledališče Zarja Celje, ki je uprizarjalo takratno modo. 2. junija leta 1846 je v Celje pripeljal prvi vlak. Prvi del proge od Celja do Grobelnega je tudi prva zgrajena železniška proga v Sloveniji. Danes odpiramo razstavo ob 170-letnici prihoda južne železnice v Celje, ki je, lahko rečemo, radikalno spremenila podobo mesta, ki je do takrat bil zaspano provincialno mesto, za razliko od antične Celeje, ki je bilo izjemno močno gospodarsko središče, in Celje se s prihodom železnice dejansko spremenilo. Začel se je razvoj mesta, v kar par letih se je začelo hitro povečevati število prebivalstva in na koncu, tako kot je še danes, tretje najpomembnejše mesto v Sloveniji. Ko železna pride cesta, so poimenovali razstavo, ki ponazarja izgradnjo južne železnice do Celja in njen pomen na urbanistični ter gospodarski razvoj mesta in regije. To je bila dejansko velika prelomnica, namreč železnica je bila ne samo znanilka novih časov, ampak tudi znanilka industrijske revolucije. Celje se je v tistem času začelo prebujati, v predmestih so začele rasti prvi veliki industrijski obrati. To je v mesto tudi privabilo večje prebivalstvo, torej število prebivalstva začelo skokovito naraščati. In Celje se je iz nekoč majhnega mesta v nekaj desetletij spremenilo v veliko, zelo pomembno gospodarsko središče v državi. Drugače pa prikazan je tudi razvoj samega gradbenega razvoja mesta, namreč veliko se dogaja tudi v samem mestu. Modernizacija javne infrastrukture, higienizacija mesta, gradnja velikih poslopij, ulic, trgov, in v luči vse te modernizacije, novih pridobitev je tudi Celje dobilo nov slavnostni reprezentančni vhod v mesto, to je Krekov trg. Razstava je razdeljena po sklopih na panojih, ki bodo na ogled do 2. julija 2016. Razstava sama je nekako razdeljena na dva dela. Prvi govori o sami izgradnji železnice od Dunaja do Trsta, ki je bil takrat največji gradbeni projekt v monarhiji. Drugi pa govori torej o vplivu železnice na gospodarski razvoj Celja oziroma celjske regije. Cilj razstave je selitev le-te v druga večja mesta izven države, kjer si jo bo lahko ogledalo večje število tako domačinov kot tudi turistov in s tem pripomoglo k večji prepoznavnosti našega mesta. In naš cilj je, da potem to razstavo oziroma podoben dogodek organiziramo tudi na Dunaju, na glavni železniški postaji, in seveda, da dosežemo cilj promocija te železniške proge, železniških povezav in promocija turizma, turistične ponudbe Celja in dežele Celjske. Lanskoletni projekt z muzejskim vlakom po deželi Celjski se nadaljuje tudi letos. Z muzejcem je mogoče potovati tudi do številnih drugih zanimivih in atraktivnih turističnih destinacij Savinjske regije, kar je odlična priložnost za obiskovalce in ljubitelje železnic.